Dober večer voščim in dobrodošli v novi oddaji Pot do zdravja. Na kakšen način pridete do zdravja je seveda več poti. Eno izmed njih bomo nocoj konkretneje opisali in sicer tako, da si učinkovito okrepite imunski sistem. Moj gost je dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš. Dobrodošli. Dober dan, dober dan. Dober večer. Dober večer. Lahko kakorkoli že želiva. Rekli ste, da se kavo spili, torej ste verjetno zdaj polni energije še za nekaj naslednjih ur, ne, pa je to dober dan. Ja, podržali. Krepite imunski sistem, na kakšen način vse tiste nasvete, ki jih dajete nam, tudi sami v praksi potem izvajate? Ja, dejansko, to sem že večkrat tukaj ponovil, da kar se tiče teh navodil, kako zdravo živeti, poskušam temu slediti, kar se da, seveda, ker ti potem to vse skupaj vrača in si pri tem, kar počneš, seveda ne bolj pristvarja, ne, in lahko več dosežeš in tako naprej. Ne. In zdaj to, ne, da se danes pogovarjamo o imunskem sistemu, mislim, da v okoliščinah, ki jih živimo, da je pravzaprav samo po sebi razumljivo. Moramo biti aktualni. Ko se zdaj COVID s takšno in drugačno inačico razrašča, ko se širi, moramo se obrniti, se moramo pogledati v zrcalo in se vprašati, kaj pa zdajle lahko mi postorimo, da smo čim bolj odporni, da smo čim močnejši, da nam imunski sistem čim bolj deluje, da se skratka zavarujemo sebe in potem tudi svoje bližnje in srednjo generacijo, mlajše in tako naprej, skratka vse skupaj. Imunski sistem je pri teh problemih, ki živimo, res zelo pomemben. Zelo pomemben. Tukaj ni več nobenega dvoma. Zdaj, tudi je še vedno, veste, smiselno si ponavljati, da to, da rečemo, dajmo zdravo živeti, to sploh ni iz trte izvito. To sploh ni ena taka parola, ki jo imamo pač zaradi lepega in tako naprej. Temu je res dejansko tako. Dajmo zdravo živeti, in zdaj tukaj je, kakor recimo ima roža več lati, tako je tudi recimo to naše življenje, kako ga zdravo živimo iz več teh sestavnih delov, zelo pomembnih sestavnih delov. Pa če začnemo, nekje moramo začeti, veste, ko recimo če ima roža 6 lati, nekje mora začeti, spodaj, zgoraj, vseeno, pa mi začnimo recimo, kaj je treba v življenju, na kaj je treba biti pozoren. Ja, treba je biti pozoren na to, da se dovolj in redno gibljemo. Gibanje. To je zelo pomembno. Gibanje je zelo pomembno. In zdaj to ne pomeni samo, da tečemo, to ne pomeni samo, da dajemo, zadnje atome fizične moči. Ne, to pomeni samo, da smo pri stvari, da se zavedamo, da tudi recimo, ko smo v enem prostoru, recimo, ko smo v enem zaprtem prostoru, tudi je možno gibanje. In to, da se izvaja načrtno in redno in zavestno. Se pravi, to je ta prva zadeva, ki je zelo pomembna. In potem naslednja stvar, ki je spet življenjska, da si uredimo in pazimo na svojo prehrano. Spet velja en tak refren, bodimo tudi pri prehrani z zavestjo zraven. Z zavestjo zraven. Jaz sem bil zdaj pri enem prijatelju in mi je rekel, da je dolgo živ zaradi tega, ker vedno, ko je, da razmišlja, da mora to svojo hrano fajn prežvečiti. No, to je to recimo, veste, to je to, da jo fajn temeljito prežvečiš. To je recimo mogoče čisto tako samo po sebi razumljivo, ampak ne. Treba je, se pravim, biti tukaj z zavestjo zraven in biti pozoren do tega. Biti pozoren do tega. In recimo se res tudi ena taka vprašanja, ki se jih sliši, recimo tudi v tej oddaji, zdaj ko rečemo, dobro se je vprašati,
ali sem pojedel, ali sem zaužil mogoče preveč ogljikovih hidratov. To ni dobro. Preveč ogljikovih hidratov ni dobro. Zlasti ne v enih srednjih letih in v tretjem življenjskem obdobju. Kaj to pomeni? To pomeni, da ni dobro, če užijemo preveč močnatih jedi, če zaužijemo preveč recimo sladkih stvari in tako naprej. To se je treba vedno vprašati. In ko se vprašaš, in ko se boš spomnil, se tam nekje so povedali, da to ni dobro, to je to. Boš se manj izpostavil, ker boš zanesljivo manj tega zaužil. In po drugi strani, hrana mora biti pestra, raznovrstna. In potem se je treba vprašati, ali sem dovolj maščob. To je zdaj tako vprašanje, ki je mogoče smešno, pa ni. Je zelo pomembno. Je zelo pomembno. Ali smo zaužili dovolj maščob? A veste. Potem naprej recimo zlasti pa to, ali smo zaužili dovolj beljakovin. Dovolj beljakovin, veste. Jaz se ne morem znebiti vtisa, da tukaj je to vprašanje med nami še vedno premalo prisotno. Še vedno premalo prisotno. Ti recimo, če imaš eno ajdovo, kaj ćemo reči, kašo recimo, ki je fajn, ki je okusna in tako naprej. Samo vedno se je treba vprašati, kaj pa beljakovine? In to se je treba vprašati in pri zajtrku, in pri kosilu, in pri večerji. Ali je bilo dovolj beljakovin? To je zelo pomembno, veste. To je zelo pomembno. No in potem še naprej, ni to, mislim, vse v hrani, kar imamo, so tle še vitamini, so oligoelementi in tako naprej, ki so tudi nekateri zelo pomembni in brez katerih ne gre. In to smo se tukaj prav že večkrat pogovarjali, da so to sicer majhni po količini, ampak zelo pomembni. Zelo pomembni. Tako da je treba biti pozoren do prehrane in tukaj se bomo potem še naprej pogovarjali, kaj je še tisto, kar je res posebej pomembno, posebej pomembno in kar včasih samo z prehrano se urediti ne da. To smo tudi že večkrat povedali. K tem recimo nekaterim oligoelementom, ki so ključni za imunski sistem, se bomo še vrnili, ampak se pravim, mi vedno zagovarjamo to, da je treba zdravo se prehranjevati. Zdravo se prehranjevati. In to je potem tudi zelo pomembno za imunski sistem. Pravzaprav zelo pomembno. Mislim. Potem naprej, kar se tiče recimo tega našega življenja, pa te recimo rože, ki ima toliko in toliko lati, spanje. Je treba biti pozoren, da spimo dovolj, da je to redno, da poskrbimo, da se ne izpostavljamo preveč stresom recimo v enih kasnejših urah, da potem res, potem še na zadnje recimo, kar je v tej kvaliteti življenja pomembno, je to, koliko se imamo radi, veste. To je zdaj tako, morda je prvi vtis, kot da bi se pogovarjal v otroškem vrtcu ali pa v osnovni šoli, pa ni, veste, ni. To je zelo pomembno vprašanje, koliko človek samo sebi razmišlja, koliko ima samega sebe rad in koliko ima potem rad svoje najbližje, svoje vnuke, vse svoje svojce in tako naprej. In zdaj, ko tukaj si prizadevaš pri vseh teh stvareh, kar ni lahko, to ni lahko, ko ni lahko, v tem prizadevanju
zakaj sem to govoril? Je zato, ker ven prihaja tisti imunski sistem, ki ga rabimo. Ne? Vse to vpliva na naš imunski sistem, na našo odpornost. A ne? In tako, to je zdaj en tak uvod bil. Ne? Preden nadaljujeva, Ja. povabiva še najine gledalke in gledalce, da Okej. se nam pridružite tako, da nas pokličete na izpisano telefonsko številko in doktorja Krstiča povprašate, karkoli želite. Telefonska številka je izpisana na vaših zaslonih in dobrodošli, povabljeni k sodelovanju v oddaji. Vi pravite, da ni lahko Ja. in da vsega ne moremo postoriti sami. In to Tako je. naj bi bila iztočnica za najino današnjo oddajo. Kako bomo mi, oziroma koga bomo priklicali na pomoč pri krepitvi imunskega sistema, če upoštevamo, da se veliko gibamo, da se zdravo prehranjujemo in da dovolj spimo, ne nazadnje. Tako, pa da živimo v eni harmoniji in tako naprej. A ne. Ja, zdaj, kot rečeno, ne, so nekatere malenkosti, ne, ki so zelo pomembne. Recimo pri prehrani. Z idealno prehrano, z uravnoteženo prehrano so nekatere sestavine, majhne po količini, ampak izkaže se, da jih samo s prehrano ne moremo pokriti. Da jih ne moremo pokriti. So pa izjemno pomembne za imunski sistem, naprimer, ne. So zelo pomembne za imunski sistem. Ne. Mi smo tu zdaj že pač večkrat se o tem pogovarjali, ne. Tu recimo in s temi pač sestavinami, a ne, mi hrano moramo dopolnjevati. Tako je, tako pač je. Ne. To zdaj treba tudi sprejeti, ne, da hrana. Ampak sej ves čas mi s hrano to počnemo, veste, odkar vemo zase, a ne, smo imeli začimbe, smo imeli ene dodatke in tako naprej, a ne, no in zdaj v sodobnem času govorimo o prehranskih dopolnilih. Seveda medicina je napredovala, ne, tukaj vemo veliko več o tem, a ne, in sem že omenil, a ne, tisto, kar nam v hrani primanjkuje, pa je zelo pomembno, a ne, to so prehranska dopolnila, a ne. Zdaj smo spet, a ne, pred ogromno množico, a ne, prehranska dopolnila, tu jih je kar več deset, a ne, in tako naprej, a ne. Pogovarjamo se o imunskem sistemu in zdaj treba se je pač odločiti, kako v to področje iti, v to zadevo, a ne. Zdaj, mi smo tukaj se večkrat poslužili primerov, in preko primerov smo potem šli, a ne, od problema do problema in prišli do tistih nasvetov, ki so potem širše pomembni za vse skupaj, a ne. Tako da zdaj, kakšna je situacija v Sloveniji? Slovenija, ne, pa ne samo Slovenija, ampak dobro, mi malo bolj poudarjeno to živimo, a ne, staranje prebivalstva, ne, to je pač naša usoda, a ne, to imamo, ne. In zdaj tukaj je ena diagnoza se zdajle v zadnjem času nekako kar čedalje bolj in bolj pojavlja, a ne, in predlagam, da recimo ne, se preko te diagnoze, a ne, lotimo in potem si povemo, a ne, pri imunskem sistemu, kaj je tisto, kar izstopa in kar je najbolj pomembno, ne. Bova trenutek še počakala, sprejela bova namreč telefonski Super. klic, da ne bo naš gledalec oziroma gledalka predolgo čakala. Dober večer komu? Halo? Halo? Ja, dober večer, v oddaji ste. Predlagam, da doktorju Krstiču kar postavite vprašanje, potem pa odgovor poslušate na malih zaslonih. Veste kaj, tale doktor Krstič sam
Očitno smo izgubili telefonsko linijo, Ja. oziroma mogoče bo poslušalec ali pa gledalec še enkrat poklical. Ja. Seveda pa ste tudi vi vabljeni, da nas pokličete v oddajo, da vprašate doktorja Krstiča za njegovo mnenje, oziroma morda vam bo v pomoč že samo z nasvetom, sicer pa se lahko oglasi tudi na vašo mobilno številko, pa boste lahko izven pokliče. oddaje verjetno še lažje kaj pokomentirali. Ostala sva torej pri eni diagnozi, ki je v Sloveniji zelo pogosta, pa morda o tem nadaljujeva naprej. Ja, torej na podlagi primera, ki postaja čedalje bolj pogost, recimo zlasti v tretjem življenjskem obdobju, gre za diagnozo, mogoče je celo neznana, ampak v stroki bolj in bolj prihaja v ospredje. Čedalje bolj in bolj, tako v Sloveniji kot tudi širše mednarodno, se pogovarjamo o tako imenovani sarkopenični debelosti. Zdaj, kaj to pomeni? Za to diagnozo v tretjem življenjskem obdobju je značilna prvič recimo znižana mišična moč, to je znano, potem ne samo, da je znižana mišična moč, tudi mišična masa se zmanjša, in tudi delovanje mišic je bistveno slabše. Torej, mišična moč, pa teh mišic je manj in seveda potem slabo delujejo. Istočasno pa gre tudi za debelost, to se pravi, da se razrašča maščobno tkivo. Tako da jaz bi prosil režijo, če nam pokaže eno sliko, ki smo jo pripravili za to diagnozo. To se pravi, pogovarjamo se o sarkopenični debelosti. Slika, jaz upam, da se bo pojavila zdaj v kratkem na zaslonu. No, to je to. Tukaj recimo je to material iz ene študije. Imamo pač levo in desno polovico slike. Zdaj, tukaj gre za prerez recimo noge v stegnu, prerez noge v stegnu. Tukaj na levi strani tisto, kar je recimo kot dva recimo kroga, se pokaže, to je leva in desna noga. Tista bela pika sredi, to je kost, to je stegnenica, Tisto sivo, kar je okrog kosti, to so posamezne mišice in okrog vidimo nekaj belega, to je nekaj maščobnega tkiva. To je prikaz zdrave noge. To je prikaz noge, ko še ni problemov, ki se pojavijo v starosti. Zdaj, v starosti je pa znano, da mišična moč upada, da je mišic čedalje manj in da je potem seveda to delovanje teh mišic slabše in potem, da je tudi več maščobnega tkiva. No, tukaj na tej desni strani se pa vidi točno to, kar se dogaja pri tej sarkopenični debelosti. Tudi kost, kot se vidi, tisti dve luknji, ni več tako lepo okrogla, je malo manjša, se pravi, kosti so oslabele. Potem tisto, kar je sivega okrog, to so mišice in se vidi, kakšen je upad. Se lepo vidi, koliko je recimo na levi strani te sivine veliko, to so mišice, in na desni strani, kolikšen je upad teh mišic. Tisto belo, kar je recimo na levi strani samo okrog, en tak trakec, se pa je ogromno pole razraslo. No, in to je
primer, to je primer te sarkopenične debelosti. Govorimo o debelosti in istočasno upadu mišične mase in seveda vse skupaj slabše dela. In zdaj, kaj je recimo tukaj v tem stanju, v primeru te sarkopenične debelosti, ki se v čedalje večjem številu pojavlja? A veste, to se pač dogaja zdajle v sodobnem svetu, tega je čedalje več. Kaj je tisto, kar je zelo značilno? Mi smo večkrat povedali, da v drugi polovici srednjih let pa v tretjem življenjskem obdobju, da primanjkuje učinkovine, ki rečemo Q10. Primanjkuje učinkovine, ki rečemo ubiquinon Q10. Tako da energijska bilanca, veste, v takem stanju, v tretjem življenjskem obdobju, je, pravimo, negativna. To pomeni, da porabimo več energije, kot jo ustvarimo. Da smo bolj kot ne kar naprej utrujeni. In tista učinkovina, o kateri se pa zdaj pogovarjamo, je pa ubiquinon Q10, se pravi Q10 recimo se včasih samo uporablja. No in zdaj, ko je tega Q10 zelo malo, kaj se dogaja? Ja, dogaja se to, da je v telesu malo energije, da srce slabše dela, da so vse mišice torej slabše, in to gre, mislim, kar naprej samo dol, ker ko ima mišica premalo energije, ko dobi premalo energije, se tanjša, in to smo videli tukaj točno na tej sliki, da se krči, da je čedalje manj, In zdaj, ko recimo za nekaj vemo, da toliko primanjkuje, potem je rešitev v tem, da poiščemo, kako ta primanjkljaj urediti, kako to pokriti. No in v hrani, kot rečeno, zdaj pred nekaj minutami smo rekli, da v hrani nekaterih sestavin ne dobimo toliko, da bi reševali probleme, ki nastanejo recimo v drugi polovici srednjih let in v tretjem življenjskem obdobju, in zato se moramo poslužiti prehranskih dopolnil. Jaz bi prosil režijo, če nam zavrti en TV spot za točno to prehransko dopolnilo, ki ga bomo zdajle svetovali. Bioquinon, bioquinon, če zavrtite. To je bitje srca z dovolj energije. Prispevajo lahko bioquinon Q10 z vitaminom B2. Bioquinon Q10 z vitaminom B2. Ja, hvala. No, tu smo zdaj videli, Gre za izdelek bioquinon Q10 z vitaminom B2. Učinkovina je ubiquinon Q10 in to je najmočnejši pravzaprav znani energent, ki nam energijsko bilanco torej obrača v pozitivo. Mi ustvarimo premalo svojega Q10, ko dodamo tega, se nam sprošča več energije in je potem to dobro za to situacijo, ki jo imamo recimo pri sarkopenični debelosti, ki jo imamo tudi sicer v tretjem
življenjskem obdobju. Tako da zdaj mi se pogovarjamo seveda tudi o imunskem sistemu, a ne? No in tudi za imunski sistem, a ne, je značilno, da je v primeru recimo bolezni sarkopenična debelost, da je nižji, a ne? Kar nam seveda ne ustreza, a ne? Kar nam ne ustreza. V to rešitev je treba iti, a ne? In zdaj, ko to vse skupaj motrimo iz tega energijskega aspekta, ne, je rešitev v tem, a ne, da podpremo tudi svoj imunski sistem, recimo pri sarkopenični debelosti, s tem, da si pomagamo z prehranskim dopolnilom Biokinon Q10 z vitaminom B2. Imava še kar nekaj produktov, ki jih bova v nadaljevanju predstavila, zato nikamor ne odhajajte, ostanite, čez nekaj trenutkov se vrneva. Dobrodošli nazaj v studiu. Še vedno je moj gost dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš in če imate zanj kakšno vprašanje, je na ekranu izpisana telefonska številka, ki jo mirne duše zavrtite in povprašate, karkoli vas zanima. Dr. Krstič, v nadaljevanju oddaje bova predstavila, kaj se dogaja pri sarkopenični debelosti z vitaminom D3. Ja. Še enkrat sam, če recimo malo kot povezava ponovimo to, a ne, da pri tej diagnozi, a ne, sarkopenična debelost je jemanje biokinona Q10 res smiselno in jaz bi celo to tudi stopnjeval. Prebral sem nekaj študij, a ne, in zelo poudarjajo to, da je energijska bilanca in v navezi na to, a ne, sam konkretno recimo pri nas biokinon, a ne, Q10 z vitaminom B2 res zelo pomemben. Tako zelo pomemben, da je uspešno zdravljenje brez te podpore pravzaprav neizvedljivo, ne. Mislim, to se da tudi, mislim, lepo laično razumeti, a ne, ker če je nekdo v zrelih letih, v tretjem življenjskem obdobju tako zelo prikrajšan za energijo, ne, in ko mu vse tako zelo popušča, ne, potem razumljivo, ne, da tam, kjer dobimo pa največ energije, da je res se treba tega posluževati, a ne, in katerokoli zdravljenje izvajamo, da ga podpremo tudi z biokinonom Q10, a ne, in s tem tudi potrebujemo seveda tudi imunski sistem, definitivno, ker tudi naš imunski sistem, a veste, rabi energijo, ne, rabi energijo. Če je energije v telesu malo, tudi je imunski sistem slabši, a ne, postaja pritlehen in tako naprej, kar je samo negativni začaran krog, a ne. Če ti imunski sistem pada, bolezen, ki jo imaš, se čedalje bolj in bolj razrašča. In obratno, ko ti energijo pripeleš, a ne, podpreš imunski sistem in potem in imunski sistem in tudi recimo samo tkivo postane bolj odporno, močnejše in se počasi recimo nekako izvihujemo iz primeža, ne, sleherne bolezni, ne samo to recimo te sarkopenične debelosti, o kateri se danes pogovarjamo. To se pravi, imamo zdaj en tak temeljit in jasen zaključek, a ne. Za krepitev imunskega sistema potrebujemo tudi dovolj energije, potrebujemo tudi naš biokinon Q10 z vitaminom B2. Vprašanje je pa bilo vaše, a ne, kaj se dogaja z vitaminom D3. Ja, prav zelo zanimivo vprašanje.
Tukaj pri sarkopenični debelosti še posebej malo bolj pomembno. Zakaj? Zaradi tega, ker smo videli, ne, pri sarkopenični debelosti se je razraslo maščobno tkivo. Ne? Zato je debelost, ker se je razraslo maščobno tkivo. In verjemite, tega sploh ni tako malo, ne? Je veliko takih primerov, ne? Ko je pač debelost prisotna. Ne? Tako je. To je to. Zdaj, kaj pa počnejo te maščobne celice v navezi na recimo vitamin D3, ki ga imamo? Maščobne celice so, kar se tiče vitamina D3, zelo požrešne, veste, zelo požrešne. Ne? Tako da mi smo v tej oddaji že povedali, da tako v celoti gledano med ljudmi, med populacijo pri nas v Sloveniji imamo res izrazito pomanjkanje vitamina D3. Če se spomnite, od 5 smo rekli, vitamina D3 manjka pri 4. Ampak stvar se bolj in bolj zaostruje, ko se nabirajo leta. Pri tej sarkopenični debelosti pa sploh, pri debelosti pa sploh, sem rekel prej, maščobno tkivo je požrešno, ne? Vitamina D3, ki ga itak primanjkuje, ne? Še pobira zase. Se pravi, to je pa potem res pereč problem. To je pereč problem, hud problem, ne? In je znano, a veste, da recimo pri tej diagnozi se tudi, to je ugotovljeno, ne, se tudi umrljivost poveča, bistveno se poveča. Zakaj? Ja, ker zmanjka vitamina D3 in za vitamin D3 pa smo že večkrat v teh oddajah poudarili, da je pomemben za imunski sistem. Vitamin D3 je izrazito pomemben za imunski sistem. Ne? Če imamo dovolj vitamina D3, pa ne samo, da ga imamo dovolj, mora biti na višjih ravneh, se pravi, če imamo vitamin D3 na višjih ravneh, takrat nam pomaga in zelo podpira naš imunski sistem. Ampak, kot se zdaj recimo že nekajkrat ponavljamo, ne, ga imamo premalo, pa še pri tej bolezni ga je še manj. In v čem je rešitev? Ja, rešitev je v tem, da si vitamin D3 priskrbimo z prehranskimi dopolnili, a veste, in stroka, medicinska stroka je nedvoumna. Brez prehranskih dopolnil, to dejansko drži, a veste, brez prehranskih dopolnil si vitamina D3 ne moremo urediti. Sploh pa ne recimo pri tej diagnozi, ki se čedalje bolj in bolj pojavlja v 3. življenjskem obdobju, sploh pa ne v kasnejših letih. To se pravi, pogovarjamo se o imunskem sistemu, a ne? Osredotočili smo se bolj kot ne na kasnejša leta. Recimo si ogledujemo primer te sarkopenične debelosti, pa sploh za to kompletno življenjsko obdobje, a ne, je nujno, redno in trajno dodajanje višjih odmerkov vitamina D3. A ne. Tukaj se pogovarjamo o 2000-3000 enotah, a ne, ki jih je treba vnesti vsak dan v telo, a ne, da bi dosegli čim prej, a ne, te višje ravni, ki, kot rečeno, šele pri njih se začne ta pozitivni vpliv na imunski sistem. No, in pri Pharma-Nord imamo pakiranje, to je biovitamin D3 Mega Plus z 3000 enotami, pa bi režijo prosil, če nam še zavrtijo naš spot za biovitamin D3, no, da bo slika kompletna, ne. Biovitamin D3 Pharma-Nord, Mic Mengeš.
3 jakosti. Osnovna 800 enot za 40 in 120 dni, srednja 1520 enot za 80 dni in visoka jakost 3000 enot za 80 dni. Biovitamin D Pharma Nord je zmagal na svetovni licitaciji v Londonu. Lahko je tudi vaša izbira. No, vi se seveda ob tem poudarjate, da je nujna višja vsebnost vitamina D3. Ne? Tako. Sploh pa kvaliteta. Ne, kvaliteta. Zdaj, tukaj je treba ljudem pomagati, ne, pa jim pač malo več informacij povedati, če obstajajo. Zdaj pri tem biovitaminu D3 iz Pharma Nord imamo eno zelo močno referenco in sicer ta je tudi v tem oglasu bila ravno kar povedana, da je vitamin D od Pharma Nord zmagal na svetovni licitaciji v Angliji, ko so pred časom zbirali vitamin D za svojo nacionalno študijo. To so velike številke, tu recimo nekaj tisoč ljudi bo pri tej študiji sodelovalo in dobro, London je svetovni center in tako naprej, in seveda tudi potem karkoli se dogaja, ima eno posebno pozornost, veliko se jih je tukaj prijavilo in sodelovalo pri tej izbiri, pri tej licitaciji. No, kot rečeno, zmagal je pa biovitamin D3 iz Pharma Nord. Jaz mislim, da je to ena taka informacija, ki je dovolj povedna, ki pove, da je govora o res kakovosti, in to si pa človek seveda tudi želi, ko se odloča, da ima malo več gotovosti, da tisto, kar si nabavlja, da je res kvalitetno in da potem tudi ima potem učinek od tega. No, zdaj, da pač zaključimo, za naš imunski sistem je vitamin D3 res potreben, nujen. To je recimo ena taka stvar, ki smo rekli prej na začetku. Malo ga rabimo, ampak je pa nujen. No in vitamin D3 sigurno spada v to skupino. In nazadnje, ja. Bioselen plus cink, tudi tega sva v najini oddaji že večkrat predstavila. Tako je. Kakšne so njegove najbolj koristne učinkovine na naše telo? Ja, tudi za selen in cink, za ta oba oligoelementa je značilno, da ju rabimo zelo malo, da sta zelo pomembna, da sta gradnika pravzaprav imunskega sistema. In no, še to recimo, mogoče mi je ušlo, recimo pri vitaminu D3. Za vitamin D3 je res značilno, ko so ga merili recimo pri tej sarkopenični debelosti, ga je zelo malo, tako da je treba ga dodati. No in tudi zdaj, ko se pogovarjamo še o selenu in cinku, tudi teh dveh je v primeru te diagnoze, pa tudi sicer nasplošno v tretjem življenjskem obdobju v krvi, bolj ko ne malo, premalo. Smo pa rekli, da ima dognano, verodostojno, potrjeno, nedvoumno, o tem ni več nobenega dvoma, ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Mi smo se o selenu pogovarjali veliko smo povedali, ampak zdaj, ko smo pa v COVID situaciji, ko si želimo okrepiti imunski sistem, pa je dober in prav, da to ponovimo, da je jemanje selena tudi bolj kot ne v ospredju in da je potrebno. Tako da, no, to je recimo naš bioselen plus cink za krepitev imunskega sistema. Jaz predlagam režiji, če nam tudi ta oglas zavrtite.
Sej gledalke in gledalci se ga bojo spomnili, ne? Bio, Selen plus cink. Selen in cink imata vlogo pri delovanju Imunskega sistema. Bioselen plus cink za vaš imunski sistem. Evo, in sva nazaj v studiu. Pogovarjamo se o imunskem sistemu. Biokinon, Q10 smo potegnili v ospredje. Potegnili smo v ospredje vitamin D3 in potegnili smo selen oziroma selen plus cink. Zdaj, seveda, ne. Kako se pa zdaj odločiti, katerega imati? Tako, ne. Življenje je življenje, ne. Življenje je včasih problematično, ne. Marsikdo težko sestavlja en kraj s krajem, ne, v svojih zasebnih financah, ne. Ta prehranska dopolnila pač niso ne vem kako draga, ampak imajo vendarle eno svojo ceno. Zdaj, kako tu nekaj, recimo, kot nasvet dati, a ne. Jaz vem, da je to poseben problem, ampak tisto, kar se mi zdi ključno, veste, je to, da ne vržemo puške v koruzo, ne, Seveda bi bilo, kar se tiče imunskega sistema, pa tudi sicer, mislim, zdravja nasploh, a ne, bilo idealno, če bi se lahko recimo vseh teh treh poslužili hkrati, če se le da, a ne, se pravi in biokinona in vitamina D3 in selena in cinka. Velikokrat se pa to ne da in tukaj zdaj je potrebno razmišljati, kaj, a ne. Jaz bi poskušal nekako razmišljati takole, ne. Važno je, da se lotimo zadeve. Če ne moremo nabaviti vse tri hkrati, da potem postopoma, ne, da recimo en mesec si nabavimo biokinon, pa ga jemljemo, a ne. Potem naslednji mesec, ko bo spet materialna možnost, pa si nabavimo recimo vitamin D3 in zdaj pri vitaminu D3 pri Pharma-Nord je pakiranje za 80 dni, to se pravi, zdaj že imamo skupaj ta dva, a ne, ta dva. Potem naslednji mesec pa je lahko na vrsti bioselen plus cink, ki ima pakiranje 90 tablet, se pa jemlje ena tableta na dan, a ne. To se pravi, da če ne zmoremo vsega hkrati, jaz mislim, da je smiselno, če se tudi tega lotimo postopno, ne, da nabavljamo, ne, vsak mesec enega, a ne, in da potem bolj ko ne, a ne, dosegamo postopoma, a ne, tudi to, da jih imamo nekako bolj na kupu, a ne, ker kot rečeno, pakiranja niso mesečna, a ne, so dvomesečna oziroma trimesečna, a ne, in zdaj, če gremo v to, a ne, jaz mislim, da je to dobrodošlo, je vsekakor bolje tako, a ne, kot pa da se zamahne roko in da se pusti, a ne, to vnemar in da se reče, pač se ne da, a ne, tako da to bi bilo eno tako razmišljanje, en tak nasvet, a ne. Zlasti je recimo, mislim, pri Mic Mengeš je argument to, pa pri Pharma-Nord seveda, ki ga zastopamo, argument je to, da se pogovarjamo res o vrhunski kvaliteti, a ne. Tako pri biokinonu, tako pri vitaminu D3, kot pri bioselen plus cinku, a ne. No, ampak nisva še pojasnila, kje jih pravzaprav kupiti oziroma kje jih dobiti in pa kako jih uživati. Ja, no, biokinon se dobi
večini lekarn po Sloveniji in v specializiranih trgovinah. Ne. V večini lekarn tu mislim predvsem na vse zasebne lekarne v Sloveniji in na vse druge lekarne razen mreže ljubljanskih lekarn, ki so se pač odločili, da biokinona ne bodo imele. No, ampak tudi recimo, če nas nekdo gleda iz Ljubljane, v Ljubljani se lahko brez težav ta biokinon dobi. Na vse zadnje pa, če nikakor ne gre, tudi mi lahko priskočimo na pomoč in to uredimo lahko po povzetju v zadovoljstvo. To počnemo že leta in leta. V primerih, ko se recimo to pokaže kot rešitev. Zdaj, kako se biokinon jemlje? Jemlje se 1 kapsula na dan med zajtrkom ali takoj po njem. Se pravi, biokinon Q10 z vitaminom B2, osnovna jakost je tukaj, se jemlje 1 kapsula na dan med zajtrkom ali takoj po njem. Kar se tiče pa vitamina D3, imamo, kot je bilo razvidno iz TV oglasa, imamo srednjo jakost, to zdaj svetujemo, ko se pogovarjamo o imunskem sistemu, srednjo jakost in višjo jakost, ti dve jakosti predlagamo za imunski sistem. Torej, tukaj imamo v obeh primerih pakiranje za 80 dni. 80 kapsul za 80 dni, jemlje se po 1 kapsula na dan. Ni kakšnega posebnega navodila, kdaj. Če se recimo odločimo, da bomo to jemali sredi dneva, je prav, da se potem vedno držimo tega termina, se pravi, da ali pa če se odločimo, da vzamemo zvečer, da je to potem zvečer, lahko je tudi zjutraj. Ni to, mislim, kakšnega posebnega zahtevka, samo za tisto, kar se odločimo, je nasvet, da se potem redno držimo ves čas. Za bioselen plus cink je tudi jemanje 1 tablete na dan, in sicer med obrokom, ki si ga sami izberemo. Se pravi, 1 tableta na dan med obrokom, ki si ga sami izberemo. In zdaj, kaj to pomeni med obrokom? Pomeni to, veste, recimo, če se odločimo za kosilo. Kosilo na polovici nehamo, zaužijemo tableto bioselena in kosilo končamo. In potem to se ponavlja redno, trajno, neprekinjeno in moram reči, v primeru selena in biokinona vse življenjsko, pravzaprav v primeru vitamina D3 pa praviloma tudi. Se pravi, redno in trajno jemanje, ne govorimo o kurah tukaj, ker to so vse prehranska dopolnila, veste. In zdaj, kolikor moraš vsak dan jesti, tako je treba tudi to prehrano s temi prehranskimi dopolnili seveda dopolnjevati. In to je ta samodrost rednega jemanja. In kako naj potrošnik zdaj ve, da kupuje kakovosten izdelek, oziroma kako naj pravzaprav izbira med celo paleto drugih prehranskih dopolnil? Glejte, mi smo povedali, biokinon od Pharmanord je v globalnem merilu vodilni po kakovosti. To. Tega ne more reči noben drug. Noben drug tega ne more reči. Biokinon je referenčni Q10 pri svetovni organizaciji, ki to področje pokriva. In to je z študijami pokrito. To se lahko vidi na internetu in tako naprej. Za vitamin D3 sem povedal, ta primer izbire na svetovni licitaciji. Ko slišite to, kaj zdaj, Sigurno, da recimo tisti strokovnjaki pa vrhunski eksperti, so točno vedeli, kaj delajo in so se odločili, zakaj. Je za tisto, kar jim je bilo najbolj kvalitetno. Odločili so se za biovitamin D od Pharmanord. Za selen in cink pa enaka ugotovitev velja. Imamo študije, ki dokazujejo zdaj že 3. desetletje, da je selen in cink pri Pharmanord najbolj osrkljiv, da združuje vse oblike selena, ki jih poznamo v naravi, in da je potem tudi po učinkovitosti temu primerno vodilni in
To je zdaj to. To so podatki, ki, kot rečeno, a ne, jaz se spomnim, ko sem tudi tako vprašanje dobil, a ne, pa je bil tudi komentar, ja, tega nismo slišali od drugih. Ja, a se vam ne zdi logično, da tisti, ki bomo to povedali, a ne, smo predvsem mi, a ne, ti, ki imamo ta izdelek. Ne? Drugi pa seveda ne bojo govorili, da je, ker so konkurenti, ker se borimo, a ne, za to, da se v poslih uspeva in tako naprej. Tako da jaz predlagam, da se gledalke in gledalci odločijo za izdelke Farma Nord, ker kot rečeno imajo mednarodno reputacijo in konkretne rezultate. Tudi tokrat me je veselilo, da ste bili moj gost in jaz upam, da sva nanizala kar nekaj dobrih idej in praktičnih nasvetov, da bomo čim bolj uspešno prebrodili torej prihajajočo jesen in zimo. Hvala lepa. In si krepili imunski sistem. Tako. Hvala lepa. In hvala lepa tudi vam, ker ste vztrajali v najini družbi. Upam, da ste dobili dovolj koristnih informacij. Če ste kakšno slučajno pogrešili, pa izpisana telefonska številka velja, pokličite v MIC Mengeš, kjer vam bodo prijazno svetovali. Nasvidenje.